Da si svoj kotiček ustvarjal. Odlično. Dober dan. Vsakemu pogovoru, ko ste nekako videli že po tem urniku, smo približno 10-15 minut namenili, tako da pač poskušali bomo stvari speljati. Jaz bom vodil večino pogovora, če ima pa kdo kakšno vprašanje, naj samo nekako pomaha oziroma pozori, da bomo avtorjem, ustvarjalcem zastavili pač to vprašanje. Jernej je presenetil že, ne vem kdaj je bilo, 2-3 leta nazaj, se spomnim, Ciper Coper, ko je nastal, ko se je dobil tudi Vesno, če se ne motim, za najboljši animirani ali kratki film. Animirani, verjetno, ja, mislim, da je bilo, ja. In si res nekako upadel v ta prostor, se mi je zdelo, no, pač jaz nisem osebno poznal, kot en avtor, ki je predoren, ki zna pač res neko zgodbe na ta način predstaviti in samo risbo tudi seveda, da res osvoji nekako tistega svojega gledalca. Pa me zanima, kako si se pravzaprav lotil oziroma kako je prišlo do te ideje, da se lotiš Mačka Murija, nekega lika, ki je pač odkar je nastal, odkar ga je Kovič pač ustvaril, je toliko nekih podoživitev, postvaritev doživel, Nesa Falk, kdo je bil še, Dolenc, mislim, da je celo leta 2013 naredil eno animacijo. Mislim, kako se lotiš enega takega lika, ki ima že vsak predstavo, kakšen je oziroma kdo je? Ja, se v bistvu je tako, da sem jaz projekt Maček Muri posvojil oziroma Dolenc mi je to zapustil. Tako da jaz nisem niti izmislil te podobe oziroma tega formata, ampak je to, sem podedoval to. Tako da... To je skupaj nastajalo. Ja, skupaj je nastajal. Prvi del... V studiu smo v bistvu začeli to razvijati leta 2009-2010. Ja, tako da to je bila njegova ideja od Borisa Dolenca, jaz sem pa pol prevzel drugi del kot režiser, v prvem delu sem pa sodeloval že kot animator. Kot animator. Ampak ne vem, ko ste se začeli zastavljati ta projekt, ste imeli v glavi že jasno je bilo zastavljeno, koliko nadaljevanj bo, do kod bo šla zgodba, kako se bo razvijala, ali sta, in kaj je bil predvsem vaš namen? A je bil namen Mačku Muriju dati neko sodobno podobo, kako pač nekako pritegniti to mlado gledalstvo oziroma novo gledalce, ki pač so navajeni, ki imajo neko utečeno podobo, kako pritegniti zraven, kako se nekako to zastavlja zadevo, no? Ja, ideja je bila, da se pač držimo od Mačje knjige, od Koviča, pa da ohranimo glasbo od pač Nece, ja. In pol to nekako zapeljemo v eno zgodbo, itak je pa v knjigi čisto premalo se dogaja, da bi to zapeljalo 10 minut, oziroma 5x10 minuten animacijo, tako da smo mogli kar precej razširiti zgodbo, pa tudi nismo vedeli, kam nas bo peljalo, še zdaj ne vemo v bistvu, kaj bo v 4. delu konkretno, no. Zdaj delamo 3. del, pa še ni čist, se še zmeraj razvija tudi zgodba, no. Tako da je to kar živ organizem. Ampak kje je tisti moment, ki se vam je zdelo, da je recimo lik bil najbolj posodobljen? V čem? Ja, definitivno vizualno, a ne, mislim, precej odstopa od ilustracij Jelke Reichmann. Ja, je pa nekako moral dobiti nek karakter, ki ga mogoče v knjigi nima toliko, se pravi, mogoče tudi tukaj dobo eno dimenzijo, no, nek tak boem. Pač vedeli smo, da je novinar, nek pisatelj iz knjige že, ampak kakšen je, sramežljiv ali je, tako malo smo ga mogli updatati oziroma poglobiti, no. Pa tudi sama glasbena tale neka ozadje je dobilo neko posodobitev, no, poleg pač glasbenice Falk oziroma pač tega songa se mi zdi, da se pojavijo tudi neki poskusi nekega repanja, mislim, v filmu. To je pa pol, zdaj prvi del je bil še zelo osnovan na teh komadih od Nece, v drugem delu smo pa majčkeno hoteli biti drzni, pa majčkeno en korak naprej narediti, no, da ne delamo samo videospota, no, ampak nekaj svojega tudi v zvokovnem področju. Kaj pa produkcija, kaj pomeni danes en tak projekt? 5 animacij, že vnaprej zastavljen, mislim, je to nek, mislim, lahko se mislim, pri nas animacija je dejansko bila nekaj časa zelo zapostavljena, no, pa me zanima, danes so pogoji boljši, ker vidim, da res nastaja vrsta cel niz zadev, ki jih recimo v preteklosti nismo mogli toliko pričakovati, no, pa se nekako pojavljajo vedno novi in novi. V bistvu sami pogoji niso niti boljši, oziroma za film so v bistvu skozi slabši v resnici, a ne, kar se finančnih sredstev tiče. Je pa veliko ljudi, ki so se začeli z animacijo ukvarjati in v našem studiu Invida
že dolga leta v bistvu skupaj sodelujemo, imamo eno kupico ljudi, ki v studiu sodelujejo pri animacijah in smo imeli v bistvu zdaj v 10 letih že en kup uspehov, pa en kup zanimivih risank, ki smo jih naredili z podobno gručo ljudi, podobnimi, se pravi istimi skoraj ustvarjalci in so se skozi leta veliko naučili. Tudi različne produkcije, ki v Sloveniji delajo animacijo, se te ljudi malo izmenjujemo oziroma si skupaj pomagamo, kar pomeni, da je znanje izpopolnjujemo in zaradi tega je tudi pač animacija v vzponu, ravno zaradi tega, ker imamo skozi več ljudi, znanje se povečuje in nastajajo boljši projekti. Zdaj, produkcijsko Maček Mur je en bolj zahtevnih projektov, moramo kandidirati na več razpisov hkrati, da sploh finančno to zmoremo in je v bistvu 3D animacija 10-minutna je v bistvu en tak zelo zahteven projekt, ki ga v bistvu kar težko spravi skupaj. Tudi prvi del smo praktično nekaj 3 leta potrebovali, da smo v bistvu skupaj sestavili tudi celo produkcijo pa to zastavili. Drugi del smo pol že skoraj v 2 letih naredili, zdaj tretji del upam, da bomo skoraj že v letu pa pol uspeli pripeljati do konca in tako načrtujemo, da bi vsaj 5 delov zdaj malo hitrejše lahko nastalo. Je pa kar precej zahtevno. Očitno se tudi vi učite počasi, mislim, zraven pač tega dela samega. Mislim, to se mi zdi en glavnih problemov, da pač preprosto pri nas ni kadra in da se mora kader šele dejansko na sami primeru prakse oziroma pač praktičnih izkušenj izobraževati oziroma razviti, kar je... Tako je, predvsem na področju 2D animacije, če poenostavim, je pač pri nas veliko animatorjev oziroma se jih kar nabere nekaj, imajo nekaj izkušenj in znanja, predvsem zaradi tega, ker je mogoče 2D animacija nekoliko lažja, pa se lahko tehniko nekoliko lažje izpelje, pa je produkcijsko majčkeno manj zahtevno. Ko greš na področje 3D animacije, imamo tukaj že težave in se delno tudi mi pri Mačku Murju pomagamo s tujino, imamo koproducenta iz Češke, Alin, in smo v bistvu veseli, da smo sploh to tako lahko naredili, ker v Sloveniji praktično 3D animatorjev dovolj za tak projekt nimamo. Pa je to 10-minutna risanka, kaj šele, če bi hotel kaj večjega delati. Seveda. Kakšno je pa potem življenje filma? Mislim, kratki filmi so vedno imeli težave nekako, da pridejo pred občinstvo. Kako je z animacijo? Maček Murij je v bistvu kar en prelomni film. Prvi film, Rojstni dan, smo v bistvu težko, ampak smo bili malo trmasti in smo šli takoj v Artkino mrežo, pa jim kar majčkeno težili, dajte ga predvajati kot predfilm celovečernim. Pa so bili zelo na začetku vsi zadržani, kaj bo. Potem se je pa čez eno leto ugotovilo, da je to zelo dobra popotnica in smo v bistvu imeli redna kinematografska predvajanja pred dolgimi filmi. Pač ja, mogoče nič ne dobimo v zameno za to ali pa kakšnih honorarjev oziroma za nekaj 10 evrov, ampak je pa super, se pravi, filmi so, tudi če so kratki, sploh animacije, mi imamo ogromno otroške celovečerne animacije, ki iz tujine prihaja in kot predfilm je recimo fenomenalno, da lahko mi Mačka Murja pokažemo v občinstvu, ki potem pride gledati sicer dolge filme, ampak so pa navdušeni, da predtem pa vidijo nek slovenski animiran film, ki je v slovenščini, sploh Maček Murij, ki pač vsi smo kar malo na trnih, ker zaslišimo glasbo, pa pogledaš nekaj v slovenščini. Tako da ima tudi kinematografsko predvajanje v bistvu kar resno, ni to nekaj zdaj zapostavljenega. Zdaj ne več, zdaj je to praksa postala v Sloveniji. Do kod ste prišla in kakšni so projekti za naprej? Se pravi z Mačkom Murjem? Naredili bomo vsaj 5 delov. Trenutno smo v fazi produkcije 3. dela, pripravlja se že 4. del, smo že prijavljamo na razpise, zato da bi tekom naslednjih 2 let lahko že delali realizacijo. Vsaj 5 delov bo sigurno nastalo in bo to že neka TV special za 50 minut, lahko tudi skupaj, ker se deli sledijo enem drugemu. Imamo pa še kaj drugega v mislih z Mačkom Murjem, mogoče bo pa še kaj drugega nastalo v nekaj letih. Odlično. Se pustite presenetiti. Nič, glede na to, da nas čas preganja, žal, se vam zahvaljujem in pač želim res srečno pot filmu naprej. Hvala lepa. Zdaj bo pa besedo prevzel Toni, pa ne vem, koga ima točno.
Ja, takole kot je Denis napovedal, bomo seveda nadaljevali z današnjimi pogovori z ustvarjalci. Veseli smo, da smo imeli priložnost videti take odlične izdelke v samem tekmovalnem programu in tudi naslednji avtor oziroma naslednji ustvarjalec, ki se bo z nami pogovarjal, je naredil film, ki je bil sprejet v tekmovalni program. Gre za animirani biografski film. Mitja Manček je že pripravljen, da se mi pridruži. Dajmo mu en tak spontani aplavz. Mitja, v bistvu za začetek lahko rečemo, kar se samega izdelka tiče, je po eni strani izjemno zanimiv, zaradi tega, ker je res gre za avtoportret, kot pravi tudi naslov, in je pravzaprav zanimivo, na kakšen način si se ga lotil. Kakšna je bila motivacija za tem, da človek pravzaprav animira svoj avtoportret? Ja, v bistvu, ko sem sprejel, nisem niti vedel, kako bi si ga lotil. Saj je bilo pač, smo se zmenili za 20 minutni avtoportret, ne, tako da sem razmišljal, da ne bi animacije, ker tu je zadosti, ampak vseeno sem se odločil za to tehniko, ki jo pač najbolje obvladam, tako da... Je bilo pa v načrtu, da bo to zadeva, ki bo pač avtoportret oziroma da boš avtobiografsko zgodbo predstavil? To je bilo z namenom, seveda? Ja, seveda. Tako sem bil povabljen na arhiv in tako sem potem tudi naredil film o sebi, ne. Je pa pravzaprav zanimivo, ko mora človek narediti nekaj avtobiografskega, takrat se dostikrat pokaže, kakšen karakter človeka je. In očitno, pač v tvojem primeru je šlo tukaj res za animacijo, za način animacije, ki, kot praviš, ti je najbliže, ker ukvarjaš se z raznoraznimi tipi animacij. V čem je pa v bistvu ta čist običajna risarska animacija tisto, kar te najbolj mogoče zanima? Ja, ravno tukaj, ker izhajam iz risbe, ne. Najprej sem risal, potem sem stripe delal še kot otrok, ne, in potem sem s filmom tudi začel pri risbi na papirju, ne, kar je ta tehnika in težko se je od tega odcepiti, ne. Si imel kaj pomislekov, da bi naredil kakšno praskanje na film, kar je tudi ena od tvojih specialitet? Ne, kar se avtoportreta tiče, nisem mislil v tej tehniki, ker dejansko je težko se izraziti, sebe predstaviti v taki tehniki. Precej lažje je začeti znova oziroma od začetka in narediti. Rekel si, da je zadeva nastala zelo hitro oziroma da si bil zelo učinkovit. Ja, zadnje 10 dni pred rokom sem v bistvu se lotil, kakor sem prej povedal, da nisem bil še odločen, kako bi se naj lotil, tako da potem sem na koncu pač si razširil pač svojo biografijo, pač tisto, kar itak potrebujemo režiserji, da prijavljamo film na festivalu, sem razširil na 4 strani. To je bilo toliko, da sem v 15 minutah to prebral in nato sem še ilustriral pač to, kar sem govoril, ne. Dejansko je bila seveda osnova napisan tekst, v katerem si moral na, kot praviš, 4H4 formatih zapisati svoje življenje, ki je v bistvu 29-30 let, ja. To je kar precej dolga doba, ki jo moraš stlačiti v 16-minutno animacijo, ne. Kaj je bilo tisto, na kar si se skušal fokusirati? Seveda na svoje ustvarjalno delo, ne? Ja, pač jaz sem predstavljal v avtoportretu tudi vse filme, ker mislim, da se tudi dosti ljudje, ki se ukvarjamo s tem, se identificiramo s tistim, kar delamo. Mi je bilo pa zanimivo noter, ko si povedal recimo za prejšnje stvari, kako si sodeloval ali z bratom, na kakšen način si poskušal. V tem primeru pravzaprav že človek vidi, producent, režiser, scenarist, direktor fotografije, montažer, glavni animator, vse Mitja. Je ta DIY princip nekaj, kar ti paše? Ja, meni se zdi v redu, ker v bistvu je dobro, da se človek uči še različnih poklicev, ne, kako bi rekel.
Pa je lažje nekako tudi potem voditi celoten proces, če imaš pravzaprav vajeti nad vsemi stvarmi. Nisi da bo najbrž niti brata angažirati za glasbo, lahko si bil res sam svoj mojster in se vedel, kdaj imaš deadline in kako ga boš speljal. Ja, seveda. Z glasbo pa z risbo, preko tega sem prišel do filma, ne? In v filmu sem povezal pač te dve stvari, ki sta me v bistvu zmeri zanimale. In tukaj sem ostal in v bistvu sta to dve temeljni stvari in pač delam na tem, da delam obe stvari in jih montiram in se tako film naredi. Kaj pomeni v bistvu enemu takemu mlademu ustvarjalcu, konec koncev tudi umestitev na FSF? Rekel si, film je bil narejen s čist drugim namenom, ampak vseeno, pač imaš že za sabo Vesno za najboljši eksperimentalni film, veš, kaj pomeni imeti svoj izdelek na FSF-ju. Koliko ti je bilo, a ti je bilo kaj pač drago, da si pač vedel, da je avtoportret sprejet med tekmovalnim programom? Ja, seveda mi je bilo v redu, zato ker to ni samo moj film, ne, ampak je tudi film o meni, ne, tako da me veseli, da sem tudi, ne delam samo zanimivih filmov, ampak da sem tudi sam zanimiv za tekmovalni program festivala slovenskega filma. Ja, to je vselej dobro vedeti, da je tudi tvoja vsebina same življenjske zgodbe toliko zanimiva, da če jo narišeš, da je to že v tekmovalnem programu. Kar pomeni, da scenarij je tvoje življenje že zapolnilo. Da mi poveš v bistvu, kar se tiče samih, notri si omenil veliko delavnic. Ustvarjaš, kot smo že prej omenili, tudi delaš delavnice praskanja na film. Na kakšen način poskušaš v bistvu samo srenjo animacije in pritegniti mlade v to, da jih zanima animacija in da tudi sam sebe vedno znova presenečaš z nekimi novimi tehnikami, z novimi odkritji? Ja, kar se delavnic tiče, v bistvu jaz jim povem pač, kako se dela, predvsem pa kako jih motiviram, je predvsem tako, da jih ne silim, da morajo kar naprej delati, ampak da pač ustvarjajo tako, kot se jim zdi, ne, in potem mogoče to raje to delajo, ker vidijo, dobijo neko zanimanje za to. Najbrž je tudi pri tebi bil lastni vzgib vedno zelo pomemben, ker konec koncev 16. film v 16 letih je po eni strani zelo lepa cifra, če pa pomisliš, da si star 30 let, je pa še toliko lepša. Ja, pač veseli me, da sem to predstavil tudi v tem filmu, da ni samo kompozicija, ki je dobila Vesna, ampak da so tudi ostali filmi, da se ukvarjam tudi z drugimi tematikami, s katerimi nekaj želim sporočiti in upam, da bo to vzbudilo neko zanimanje. Imaš kakšen večji zdaj projekt še v mislih, oziroma predvsem ta praskanje na film me tudi zanima, imaš kakšno stvar v naslednjem obdobju, pri kateri misliš, da se boš fokusiral predvsem na to tehniko? Ja, v bistvu, kar se praskanja na filmski trak tiče, imam še v bistvu isti trak, mislim, za 10 minut traka sem dobil, ne, nastal je 3-minutni film, tako da nekega imam še. Po drugi strani pa trenutno še ne vem, kam me bo prihodnost speljala. Nekaj sem, kot je tukaj še navedeno, da sem producent lani postal, tako da sem tudi samostojno se prijavljal na filmski center. Žal se to vleče že 1 leto, tako da mi ni všeč ta način, ker kot smo prej govorili, da pač lahko v 10 dneh naredim film, tako da tukaj se pa pač vleče postopek.
Sam se vedno, najbrž doskrat izpostaviš in v filmu konec koncev in tukaj recimo v opisu, da si samo zaposlen v kulturi, kar mi daje vedeti, da se dobro zavedaš situacije. Če to izpostaviš, potem veš točno, zakaj gre. Kar pomeni, da je tukaj ustvarjalnost konec koncev na prvem mestu, zavedaš se pa vseh birokratskih stvari, ki so v ozadju. Ja. Mi je pa zanimivo še to, ta tehnika praskanja na film, meni se zdi zdaj, da sem blazno pameten, ker sem valjda videl v animaciji, kako to izgleda, predtem si niti približno nisem znal predstavljati. Kaj lahko rečeš, kar se tiče samega praskanja na film, zakaj je to posebno to, kar si se domislil, da bi poskušal nekako še z zvokom vse skupaj poeksperimentirati? Ja, v bistvu nisem videl še nobenega, da bi to delal, ne. Kako lahko laično poveva, na kakšen način bi to šlo? Ker meni je bilo ful dobro prikazano, s tem, da animacija oziroma narisanje je bilo super, kako lahko pa to kot ustvarjalec brez risbe poveš? Brez risbe je malo težje, ampak vseeno bomo probali. Tako, ja, pač na filmskem traku je ta prostor za zvok tudi, ne, poleg slike in naš 24 sličic je pač 1 sekunda in kolikor prask v bistvu se napraska v tej sekundi, to pomeni toliko hercov in tako se ustvarja tudi frekvence in tudi posamezne tone, tako da se da tudi melodijo, recimo potem, ne. Ok, čakamo še na en tak direkten example, ker moram reči, da tudi jaz, ko je bilo narisano, mi je bilo tako jasno, nisem pa si niti približno predstavljal, kako bi to komorkoli razložil, zakaj gre. Tako da, čestitke, sliši se blazno zanimivo. Mogoče za konec lahko samo še poveva, kar se tiče pač avtoportreta, ga nameravaš še kam pošiljati, praviš, da ga pošiljaš po festivalih, konec koncev si prisoten, kot si rekel, od Mehike do Tokija. Na kakšne festivale ciljaš z avtoportretom? Ja, zdaj tukaj še v Sloveniji, nekaj sem tudi v tujino poslal, tako da bom še parkrat poslal, bom videl, kaj bo. V bistvu je bila pa pač kompozicija bolj uspešna, se pravi ta praskan film. Zdaj 21. septembra gre tudi v redno distribucijo na Češkem s kratkimi filmi. In v bistvu bo pa 1. oktobra zaključila svoj pohod po festivalih na prvem festivalu animiranega filma v Bergnu. Sliši se zelo obetavno, kar pomeni, da tudi za avtoportret je še dovolj dolga doba, ko se lahko in prijavlja na festivale in zaključi ta zgodba. Hvala, Mitja Manček je bil naš gost, avtor animiranega biografskega filma Avtoportret. Hvala. Spet bomo imeli kratko 5-minutno pavzo, potem pa nadaljujemo z naslednjim pogovorom. Takole, kot smo obljubili, bomo seveda nadaljevali z današnjimi pogovori z ustvarjalci in kljub majčkeni zamudi pa nič hudega, seveda je z nami že ekipa za naslednji kratek film in sicer film Sanjsko stanje, pa kar vabim tako asistenta produkcije Miha Štambaha kot režiserja Arona Horvata, da se mi pridružita. Pozdravljena. Najprej čestitke v bistvu, tako zelo subjektivno bom rekel, čestitke za izdelek. Moram reči, da sem bil zelo presenečen nad samo vizualnostjo, nad tem, kako pravzaprav celotna stvar izgleda. Gre za 5-minuten kratek film, pravzaprav oziroma je bilo napisano, da gre za refleksijo sedanjosti preko oči begunke. Meni moram reči, da sprva sploh nisem zaznal tega ozadja toliko močno, kakor sem zaznal res nek vizualen presežek, mogoče skoraj že malo videospotovski način. Na kakšen način pravzaprav si poskušal vse skupaj pretvoriti v nek kratek film, ki bo in estetski in po drugi strani vsebinsko močan?
Ja, v bistvu je film, osnova je zasnovana in pač način izdelave je na nek način v bistvu izhaja iz videospota, se svojim pač izhaja iz glasbene podlage. In v bistvu je bilo zelo podobno vprašanje včeraj po projekciji se pojavilo in bom odgovoril enako, je v bistvu to, da ta filmček je nastal lani, torej eno slabo leto po migrantski krizi v Lendavi in v bistvu med tem dogajanjem sem jaz imel tudi neko manjšo vlogo oziroma sem volontiral pri sprejemu in pomoči teh beguncev in sem v bistvu tam doživel en tak poseben občutek in preko pogovora z določenimi posamezniki, ki so bili primorani zapustiti svoj domač kraj, dobil en specifičen občutek in iz tega sem v bistvu izhajal. Tako bi rekel, feeling je bil ta vizualni impact, kateri se je pojavljal kot neki fragmenti prizorov, slik in ki sem jih tam dobil in pač to sem skušal z to izbrano glasbo zapakirati oziroma nekako projecirati na platno v bistvu. Je pa zanimivo pravzaprav ravno to, kar si izpostavil. Mi je všeč oziroma recimo med tekmovalnim programom so 3-4 filmi, ki obravnavajo begunsko tematiko oziroma begunsko krizo. S tem, da so dokumentaristični, so zelo temni, ta je čisto drugačen. Ta v bistvu nekako spodbuja oziroma pokaže in to vizualno, estetično, neko lepo noto. Ves čas imaš pravzaprav ta občutek neke mirnosti oziroma estetike. Na kakšen način ste se skušali odmakniti stran od tega dokumentarističnega, temnega? Pomembno je bilo, da ustvarimo nekaj lepega tudi zato, ker smo to napravili v sklopu filmskega tabora Akcija. Smo pa vključili sem mlade iz lendavske dvojezične srednje šole, kajti oni so prav tako vidijo vsakdanjik, tam je postavljen migrantski šotor in jih zanima tema. In preko filma smo potem na nek način tudi poizkušali se ukvarjati in tudi vmes potem ustvariti nekaj dobrega. V bistvu od te teme dokumentarističnega sem se pa niti nisem imel v mislih, da pač zaradi tega, ker niti nisem razmišljal o tem, kako bi to v bistvu funkcioniralo dokumentaristično, ampak se mi zdi, da če se pojavljajo kakšni elementi, so to v bistvu ta element medija, ki se pojavlja preko te televizije in slike, ki jo projecira ta medij. In v bistvu tu se pojavljajo slike mogoče na prvo žogo, ampak se mi zdi, da pač to, da se pojavlja slika atomske eksplozije oziroma pač te hidrogen bombe, da se v bistvu pojavlja, ki je zdaj spet, po enem letu spet zelo aktualno. Pač predsednik Trump, ki je v bistvu dejansko bil 2 meseca potem izvoljen, ko smo mi posneli to, je v bistvu taka res, kako bi rekel, tako zločutje, ki se mi zdi, da vse v ozadju pojavlja, ni direktno in pač mešanje te narave, ki predstavlja neko idilo, mislim, zavedam se, da v bistvu, a hkrati tudi pač to neko kako bi rekel, da narava je idilična, a hkrati zna biti kruta, poleg tega pa v bistvu pač ta medij, ki je postavljen, da ne glede na to, kje smo, kje se nahajamo, nas vedno v bistvu te mediji uspejo zbombardirati z določenimi informacijami in v bistvu to steklo, ki se pojavlja tudi kot neka refleksija obraza, da v bistvu ali nadanemo neko zaščito in skušamo to pač v bistvu kljub temu uživati oziroma pač iti mimo tega in pač živeti life na čim manj, da nam ti mediji naredijo čim manjši impact, ali pa v bistvu pač nas to posrka in v bistvu se moramo soočiti s tem, torej odpreti oči preosle in se spopasti z realnimi težavami. Zelo zanimivo v bistvu, da ste potem vseeno izbrali točen tak način, ker spravim, v vsem tem naboru filmov, ki se ukvarjajo s to vrstno tematiko, ta res izstopa pravzaprav s to svojo vizualno, estetsko lepoto. Zanima me še, kar se glasbe tiče, na kakšen način ste poskušali pravzaprav glasbo umestiti? Je bila glasba prej izbrana ali je bila kasneje? Pa, zdaj se mislim niti ne spomnim, ker so se stvari dogajale dokaj sporedno, ampak jaz mislim, da je to šlo z roko v roko, da sem imel tega, mislim, ta prijatelj Mario, ko v bistvu je DJ oziroma izvajalec elektronske glasbe
je imel nek nabor že dodelanih oziroma izdelanih komadov, pesmi in smo v bistvu pol iz tega izhajali in tega v bistvu izbrali, rahlo ga dodelali in pol v bistvu je to, smo se odločili, da bomo s tem. Koliko časa je vse skupaj trajalo? Zdaj, ne vem, za vse tiste, ki niste videli izdelka, res zelo dovršeno zgleda, pravim, in montaža, in ta postprodukcija, najbrž je bilo veliko dela, osvetlitev samih kadrov, vse skupaj. En snemalni dan. Ok, ne bom več pretiraval. Ne, v bistvu pač, ker je nastajalo v sklopu tega tabora, so bile priprave pač daljši proces, pol pa zaradi sredstev, zaradi tega smo pač morali biti primorani, da v enem dnevu to stisnemo. Ampak je bila ekipa pač v bistvu razen teh dveh posameznikov, ki so sodelovali na tem filmskem taboru, trije so bili, srednješolci so v bistvu, je bila profesionalna ekipa, vsi smo v bistvu, smo se dobro pripravili in je to zneslo z eno rahlo izgubo, ker smo na koncu v bistvu pozabili agregat na njivi Po noči ob pol dveh. Ja, in smo ga izgubili. Ok, to se pravi, so izgube vedno pri tem, nimaš kaj. Povejte mi v bistvu samo še, kar se samega filma tiče, na kakšen način ga poskušate zdaj čim bolj še izpostaviti. Seveda pač prijavljati na festivale in koliko pa po eni strani tudi, mislim, kaj vse lahko ta film prinese. Pravim, in stališče tega, da bi nekdo lahko videl čist videospotovsko tematiko oziroma neko res skoraj estetsko vrednost, po drugi strani gre pa lahko seveda tudi na festival migrantskega filma. Ja, v bistvu ta izdelek je nastal čisto iz nekega notranjega nemira, ki sem ga jaz takrat doživel in imel. Je pač nastal tudi tik po mojem diplomskem filmu, ki je pač klasičen, kako bi rekel, igrani film in sem imel pač potrebo potem, da naredim nekaj malo bolj nekonvencionalnega oziroma da pač se spustim v to, da vidim, kaj v bistvu sploh meje audiovizualnega dopuščajo, da ti pač v bistvu domišljija zalaufa in greš v neke skrajnosti. Mislim, da sem pač to so v bistvu samo neki začetki tega, kaj se da oziroma pač kaj bi se še dalo narediti. Drugače pa pač seveda skušam sam zaenkrat pač prijavljati na festivale, nisem tako spreten, tako da če je kdo v publiki, ki se s tem ukvarja, se priporočam, da pač v bistvu to PR-ovstvo zaženemo, ampak pač brskam in pač iščem priložnosti, ja. Saj mislim, da je to vedno ta začeten postopek. Konec koncev, kakor sem prebral, magisterij delaš tudi na akademiji še, ne? Ja, zdaj trenutno zaključujem prvi letnik na filmski teoriji, filmski in televizijski teoriji, študiji, ja. Super, to se pravi, počasi še tudi spoznavaš vse te ovire ustvarjalcev, kar se tiče same birokracije oziroma tistega, pri katerem pa mogoče nisi lahko tako spreten kot pri samem ustvarjanju. Ja, ampak se mi zdi, da to v bistvu bolj življenje pripravi, pa konkretne situacije na akademiji vse v bistvu opozarjajo ali pa pač v bistvu je bolj teoretsko vse skupaj, pa ko se enkrat soočiš s tem, mislim, dokler se ne soočiš, ne veš, kako je zares. Super. En hiter pogled na uro, da vidimo, kako smo v redu. Lahko še eno vprašanje naredimo. Je kakšno vprašanje publike? In me zanima ta vaš snemalec, kje pa je on študiral, je tukaj ali kje drugje, ker je ta film res dobro posnet. Hvala. Ja, v bistvu, jaz sem podpisan pod film kot direktor fotografije, ker je bila moja naloga, oziroma pač sem jaz bil tisti, kateri sem določeval svetlobne situacije, lokacije, in v bistvu izbira kadrov, medtem ko pa imam dva fanta, Davida in Lukata. Luka Štalcer je z Nove Gorice in je v bistvu v visoki šoli za, niti ne vem, kako se imenuje, ja, končal, v bistvu je doštudiral. David je pa v bistvu iz Prekmurja in se pač tak iz hobija se začel ukvarjati z kamero in v bistvu ona dva se preživljata z nekimi videospoti, z prostimi pač v bistvu kakimi takimi korpo stvarmi
in obvlada ta tehnično zadevo do te mere, da se jaz nisem rabil ukvarjati s tem, kako se v bistvu kamera setup naredi in se mi v bistvu lahko usmerja. Poleg tega sem še imel za asistenta kamere Petra Perunoviča, ki pa je v bistvu tudi pač izjemen tehnik in pač tudi estetiko za vizualnost ima in so pa v bistvu je to nekako skupaj je to nastalo. Jaz sem več skušal to svojo vizijo preko njih uresničiti in se mi zdi, da so zelo hitro in enostavno zaštekali, ker pač tudi že dalj časa sodelujemo, več projektov je za nami in v bistvu je bilo pač to pol zares uspešno. Ne? Hvala za vprašanje. Mislim, da je zelo dobro zajelo ravno tisto, kar sem še jaz pozabil vprašati. Torej, res zelo lepo se je videla ta estetska vrednost celotnega izdelka in pa to, kar si tudi sam povedal, da si imel tukaj pomoč, da si lahko konec koncev nekako handlal med tem svojim inputom pa med dvema pravzaprav prijateljama, ki si jima lahko zaupal. Super, še enkrat čestitke za film. Hvala. In za vse tiste, ki ga niste uspeli še videti, pa povabilo, da si ga kako gledate kasneje? Ja, se najverjetneje bo v kratkem tudi pač na spletu, oziroma je v bistvu pač prijavljamo na festivale, pa bomo videli, kako bo. Super. Hvala še enkrat in čestitke za izdelek obema. Hvala. Hvala. Mi bomo pa že čez nekaj trenutkov nadaljevali že z naslednjim pogovorom in sicer za film Košarkar naj bo. Za lep obisk. Smo veseli, da ste prišli v takem številu. Nič, bomo vseeno kar začeli, čeprav nas je tako malo. Skratka, predstavili bomo film Košarkar naj bo Borisa Petkoviča. Mislim, da je to tvoj, kaj je, 4., 5. celovečerni film. Mislim, da je 6., štejemo še dokumentarce. Seveda, celovečerne. Film, s katerim zopet se nekako vrača Boris, kar me sicer preseneča, ker se mi zdi, da nekako starejši kot si, več teh filmov z tematiko za mlade snemaš. Pa mogoče to prvo vprašanje, kar dejansko, kako si se nekako zdaj usmeril v ta žanr, recimo mladinskega filma, oziroma je to neka zavestna odločitev ali preprosto pač dejstvo, da prideš do takih projektov, ki te pripeljejo oziroma pač prevzameš to mladinsko tematiko? Ali misliš, že si nekako že se verziral kot nek avtor, ki recimo po neki lastni preferenci se usmeri v to smer? Bom odgovoril najprej z anekdoto. V Sarajevu, ko smo bili, nam je pomagala ta ena organizatorka, ki nam je pomagala tudi na Utripu ljubezni. In je potem pogledala film, super je bil všeč, pa to in sva se pol pogovarjala, je rekla, jaz nisem vedela, da vi tudi otroške filme snemate. Sem rekel, sej jaz tudi nisem vedel. Ne? Ampak nekako ta film je bil meni ponujen. To, kar se pravi, ta scenarij je bil meni ponujen, to, kar se v slovenskem prostoru dosti relativno redko dogaja strani produkcije Gustav Filma, s katero smo takrat ravno zaključili Utrip ljubezni, za katerega tudi mislim, da smo ga zelo pač dobro naredili. Tako da jaz v tem filmu, saj verjetno bomo o tem več v tem scenariju, to, kar me je zaintrigiralo, je bil ta fantazijski svet. Ne. In v bistvu, ko sem tukaj videl, da v bistvu produkcija stoji tudi za tem, se pravi, da bomo ustvarili nekaj, kar gre čez ta realizem, zame sploh to več ni bilo vprašanje, ker, a veš, jaz sem imel priliko, to je barok. Ne. Mi v slovenskem filmu se s tem trdim realizmom soočamo, ki nima, veš, nič vznemirljivega za avtorja, blazno, ne. Veš, bomo šli tamle pri pošti, bomo posneli pošto, pri hotelu bomo posneli hotel, veš, mislim, ni, ne, tukaj je pa bil res en ta velik izziv, tako da nisem sploh pomišljal, da to ne bi bilo zame, mislim. Ampak vseeno, mislim, imel si pred sabo nek literarni tekst oziroma pač scenarij, ki je pač bil narejen po tem literarnem tekstu.
ki je bil taka uspešnica, veš, mislim, kako se soočaš s to neko grožnjo. Knjiga je bila uspešna, postala je ne vem kolikokrat najbolj barana knjiga v knjižnicah tistega leta. Kako se soočaš z neko to grožnjo, ali boš uspel ali ne narediti podobno uspešen film? Kaj pa vem, mislim, je seveda odgovornost in tudi nek, kako bi temu rekel, seveda je bil prisoten tudi strah. Ta knjiga je to, kar rečemo, je večja od življenja. Mislim, to je generacije in generacije ljudi so odraščale na tem. Jaz mislim, veš, jaz nekako v tem obrtniškem smislu zaupam sam sebi. Zato, ker pač že 20 let delam filme, delam pa tudi vse drugo. Delam nadaljevanke, če me pokličejo, delam take in drugačne serije in iz tega, bi rekel, obrtniškega stališča nimam nobenega strahu. Se pravi, vem, da tukaj obstaja ena zgodba, da ji moramo najti neko jasno dramaturško linijo, da okrog nje moramo pač zgraditi, da moram režijsko zgraditi določene momente. Glasba, recimo, ki se mi zdi tudi blazno pomembna, tle smo že na utripu ljubezni, se mi zdi naredil en tak baročni moment, ki smo ga tukaj pri Košarkarju še presegli. Tako da z te neke strani nimam strahu, no pa to, kaj pa vem, no jaz se poznava, jaz sem tak topu človek, jaz rad se dotaknem ljudi, ki jih srečam, rokujem se z vsemi, mislim, to so neke te moje navade in na ta način tudi pristopam do teh zgodb. No, tako da v tej nekako bi rekel, to, kar pa je še super bilo tudi v tej recimo verziji scenarija, ki sem jo jaz dobil, ki še ni bila ready to shoot, kot rečemo, so bile nastavljene linije, več linij filma, ki sem jih jaz pol seveda malo izčistil, določene elemente sem mečken pojačal in v bistvu zgodba, že scenaristično, lahko pa potem govorimo tudi montažno, zgodba tega filma oziroma scenarij je dosti bolj kompleksen kot večina paradnih konjev slovenske kinematografije, socialnih dram, ki so v svoji formi ena linija z rahlimi deviacijami filmsko dosti neuznemirljive. Tako da mislim, da je pač kakorkoli, žal je... Kako je potekal? Pravzaprav, veš, rekel si, da v bistvu scenarijem so že prišli k tebi. Primož je bil tudi avtor scenarija, če se prav razumel. Kako ste se potem lotila dela te priprave, tega čiščenja, ki si praviš, da nekih določenih linij, določenih likov, sta to v nekem tandemu delala, ali je bilo te prepuščeno tebi? Ne, Primož se je tukaj pokazal kot velik džentelmen, predvsem pa tudi, bi rekel, kot avtor, ki se popolnoma zaveda, da je filmski izraz popolnoma nekaj drugega od literarnega, tako da nam je tukaj on v bistvu pustil popolnoma proste roke. Sicer smo ga na trenutke malo vključevali, tudi skozi nekaj, ampak bi rekel, tukaj se je pokazal, da je velik frajer, v smislu tega, da je vedel, kaj ima kot osnova in kaj v bistvu mi lahko nekako iz tega nadgradimo. Tako da je, mislim, Primož Suhadolčan kapa dol, ni bilo tukaj nobenih... V tvojih filmih se mi zdi nekako, da imaš neke dve stalnici. Se sta to po eni strani glasba, pač recimo v letu hip-hopa, tudi v Trip ljubezni, pač vedno je prisotna, tudi ne na zadnjem Košarkarju je prisotna, pa šport, ki se pač pojavi ali pač momentalno tako kot nek element, ali pa pač ki se pojavi tako v nekem središču pozornosti, kot je tukaj. Pa me zanima, je to res pač neki tvoji momenti, ki jih tako poskušaš vstaviti notri vsako delo, ali gre pač zgolj za naključje nekega pojavljanja teh momentov v scenarijih? Verjetno bi psihoanalitiki znali reči, da so to neke moje neizživete stvari. Zadnjič, ko smo bili v Sarajevu, sem jim v bistvu povedal, noben ni mogel verjeti, da sem leta 1980, ko sem še v Zenici živel takrat, bil na Jahorini na odprtem prvenstvu Bosne in Hercegovine prvak v kategoriji Ciciban v veleslalomu. In je takrat v časopisu
Naša reč, ki je zeniški časopis, ne, tako kot bi rekel tle Primorske novice, pa to je izšel tak manjši članek z naslovom Šov Borisa Petkoviča. Tako da mislim, da so mi tam tudi že zelo jasno postavili, kaj me čaka v življenju. To pa tudi ni skrivnost, da sem še kot 15-letnik igral v punk bandu Free 48 in da je to tudi ena, da zaradi prometne nesreče, ki sem jo potem doživel, nisem več mogel potem igrati kitare in da je to verjetno ta moja želja, da bi bil rock zvezda, je verjetno tudi nekaj, kar je neizživeto in potem očitno to poskušam kompenzirati, a veš, s tem nekim glasbenim momentom v mojih filmih. Glasbeni moment je imel do zdaj malo več prednosti, to, kot ima šport. Pa me zanima, kako se lotiš pravzaprav priprav na en tak projekt, kjer ima šport zelo veliko vlogo. Verjetno pač moraš ekipo igralsko, ne vem, ali zbiraš na ta način, ali pa je moraš kondicijsko pripraviti, da v bistvu zdržite neke prizore. Ja, kondicijsko je bilo kar naporno. Mislim, da je pol ekipe, ne, mi smo te tekme smo snemali prvih 5 snemalnih dni, se pravi 3 snemalne dneve za vse te tekme v tej mali telovadnici in 2 snemalna dneva v Šenčurju in smo pol ekipe smo zboleli. Mislim, to je bil tak stres, mislim, in tudi tak telesni napor, obvladovanje vsega tega, ampak smo imeli sjajno pripravo. Mislim, tukaj moramo povedati, da je strani produkcije oziroma in seveda v sodelovanju z mano bil angažiran režiser Boris Bezič, ki je v pripravah med tem, ko sem jaz razvijal te linije z igralci in z njimi delal vaje, s košarkaškim trenerjem izdeloval točno določene akcije za vsako košarkaško tekmo, ki se pojavi v filmu. Tako da, mislim, da se ne bi tle narobe razumeli, ni bilo to, da smo mi tja prišli pa rekli, hej, fantje, dajte vi zdaj malo igrati košarko, ampak smo prišli tja, postavili 3 kamere in rekli, zdaj nimam pojma, karikiram, zdaj pa prosim akcija 17, ne, in smo posneli, aha, zdaj pa to, zdaj pa rant in pa seveda potem... Jaz to moram poudariti, mislim, v filmu se res vidi, da preprosto so te prizori tekem res domišljeni in tudi posneti na ta način, da delujejo dinamično in povsem drugače, kot smo sicer vajeni. Pa me zanima tudi ta vidik snemanja tovrstnih prizorov. Verjetno je precej drugačen kot snemanje nekega zelo statičnega prizora. Ja, mislim, več ljudi je, da ne bo tukaj kakšne pomote, več ljudi dela na tem. Sploh nisem jaz več edini režiser, to so second unit, third unit, supervisor. Mislim, tam v Šenčurju v enem trenutku smo imeli 3 kamere, vsako posebej. Jaz sem snemal tam v Slačilnici ta del, ker on govori, ker Mile tam zapleše, medtem, ker se je od zunaj ena kamera snemala s Supercami akcije, ta 3. kamera s Sokoli, ampak to je vse bi rekel, na bazi priprav izdelanega. Tako da tle, mislim, nekaj, to produkcija, Gustav film, priprave na vse to, to je top. Se pravi, neke potrebe po nekem posebnem delu z Ličenom kot direktorjem fotografije nista imela, da bi recimo in glede kadriranja in glede pač nekaj... Ne, skozi, tudi to, mislim, veliko smo se o tem pogovarjali, veliko smo tudi pogledali prej, smo gledali te košarkarske filme, pa nekaj, pa tako, pa kaj se da, morda, pa kaj bi mi... White Man Can Jump? Kako je, vse smo pregledali. Vse smo pogledali tudi ogromno drugih filmov in za scenografijo in za... Jaz pač o tem govorim, mi veliko tovrstnih filmov, kjer bi bil ta nek pravljični svet, nimamo v Sloveniji, nimaš se na kaj, en poskus tega, ki morda ni zaigral v otroškem svetu, ampak je imel to, je Tea, Hannes Lak, kjer je morda bilo nekaj teh elementov, ki jih mi tudi uporabljamo. Ampak ne moreš se pač oprti samo na tako da, mislim, raziskave je bilo ogromno, saj mi ne bežimo od, Mislim, da je že v Tripli ljubezni dobil nagrado za montažo, če se ne motim, Vesno, takrat v Portorožu. In tudi tokrat se je z montažo res izkazal, oziroma z sodelavko, kako se že imenuje, sem pozabil. Jelena Maksimovič. Jelena Maksimoviča.
ste naredili res fascinantno delo, ker pač imaš te neke, mislim, 4 pripovedne linije, ki se preprosto premešajo, peljejo skozi zgodbo, ni več tistega linearne pripovedi, kot je sicer precej običajna pri nas. Kako je to potekalo? Je bilo to dejansko sestavljeno v montaži, naknadno, ali je bilo to že prej predvideno v scenariju? No, seveda smo govorili, da te neke linije so bile že postavljene v scenariju, ampak mi imamo, mislim, res imamo problem v Sloveniji tudi, bi rekel, med ljudmi, ki se profesionalno ukvarjajo s filmom, prepoznavanja teh linij, ne. In tukaj je bila Jelena Maksimovič, za katero moramo reči sigurno, da je verjetno ena od najboljših nove generacije evropskih režiserjev. Njeni filmi so bili že v Cannesu, v Berlinu, v nagrajevani Locarno. In v bistvu je bilo super, da je po moje, no, ker to so vse malo, bi rekel, tako imenovani art filmi, ne. Tukaj se je pa mogla soočiti z enim obrtništvom, ne, in mislim, da je v bistvu prav tukaj lahko pokazala cel svoj razkošen talent, ne. Je bilo tudi njo malo strah, ne, se pravi, seveda je vedela, kaj zna in tako, ampak v bistvu sva res, mislim, to je bilo eno sjajno sodelovanje, ta film brez nje sigurno ne bi bil tak, kot je, ne, in jaz o njej lahko govorim samo najlepše in upam, da bo v mojem naslednjem filmu, da bom lahko nadaljeval sodelovanje z njo. Praviš, govoriš o naslednjem filmu. Kaj pripravljaš? Si že sodeloval oziroma sodeluješ na tele scenaristični delavnici, ki jo pripravlja društvo? Projekt, lahko kaj več poveš o njemu? Nekaj malega najavil bom. Mi bomo v soboto ob 14:00, kako? Ob 14:00 bo scenarnica, se pravi delavnica, scenaristična delavnica, bomo predstavili 8 projektov, ki smo jih v okviru te delavnice naredili. Tako da jaz pač sem napisal zaenkrat prvo verzijo scenarija po knjigi Žige Gombača NK Svoboda, ki je tudi že doživela svoj ponatis in je v bistvu dosti uspešna ravno v pogovorih med šolarji. Tako da to je sigurno nekaj, za kar si jaz želim, da bi bil moj naslednji film, in pač ne bi danes več o tem, ker ga bom moral pač v soboto ob 14:00 in baje sem prvi na vrsti, tako da 14:00. Zopet se vrača šport, očitno NK Gombač. Ja, tukaj je pa nogomet, sicer je to čist druga forma, da mislim, film bo imel čist neko drugo formo kot košarkar, ampak ja, je nogomet, glavna junaka sta 14-letnika in zdaj, mislim, bom vzel to kot provokacijo. Ja, zanima me nagovarjati mlado publiko, ne. Ugotavljam, da ljudje v srednjih letih, ali smo pro, ali kontra, ali taki, ali drugačni, spremenil nas več ne bo noben, ne. In mislim, jaz enostavno me ne zanima tudi nekako delati za to publiko. Mislim, da je potencial še vedno med mladimi, mislim, da se, a veš, jaz sem bosanski Dolenc, ne. Jaz nosim obe kulturi sabo, ne. Zdaj, a veš, jaz sem istočasno govoril 2 jezika, oba, istočasno sem bral in Cankarja in Andrića, ne. Pustimo zdaj, da mislim, da je Andrić ne 3-krat večji frajer kot Cankar, ni to važno. Hočem povedati, da sem odrastel v enem takem okolju večjih kultur in da se spomnim teh nekih momentov, kako smo še v tej rajnki Jugoslaviji, ki smo hodili po teh kempih, a veš, pa si bil pri Kolici, ker je bilo to od železarne Zenica na morju, pa to zraven so bili pa Nemci, tam so bili pa Čehi, pa kako smo se multi radi z njim, ker nam je bilo to zanimivo, on je pa Čeh, on je pa, veš, Nemc. In se spomnim teh nekih momentov, ne, kako smo se čudili,
čudili tem razlikam, ne, ko oni jejo za kosilo, tam te neke, ne. Po drugi strani pa kako smo se lepo znali s temi drugimi otroki najdeti v nekih igrah, se pravi, to neko preseganje razlik, ne, skozi določene elemente in pri tem ravno to učenje, spoštovanja in tolerance do vsega tega. In jaz mislim, o tem bi rad govoril, o tem pa ne bi rad govoril nekim ljudem v srednjih letih, ki mi pol to, Petkovič, mislim, me ne zanima. Bi pa, a veš, o tem bi pa rad govoril mulcu kot o nečem lepem, ne o nečem, zaprite se v svoja stanovanja, zagrnite vse, ker zunaj je nevarno, so tujci, so taki in drugačni. In zdaj, če hočeš morda za zaključek, a veš, ta moment Evrope, pa zdaj je vse odprto, pa, a veš, mislim, pa internet, pa vse. Sjajno, ne? Jaz bi bil spet mlad zdaj, mislim, tako, super bi mi bilo, pa bi, ne? Še upam, da boš v tem tvojem poslanstvu uspel in da jih boš uspel prepričati, da je svet lahko še vedno odprt. Nič, glede na to, da smo že malo pozni, pa brez glasu ostali, bomo počasi zaključili. Borisu se res najlepše zahvaljujem. Želim ti ful uspeha naprej in upam, da boš še vedno... Ja, vprašanje, seveda, absolutno. Absolutno. Hvala. Ker si tukaj, ker imam to izredno priložnost, seveda ti osebno čestitam za ta filmski dosežek. Jaz mislim, da se premalo zavedamo, da je dejansko produkcija obrtniško zahtevnega filma seveda težja kot velikokrat veliko bolj naporna in produkcijsko bolj zahtevna. Imamo tukaj tudi predstavnico producenta, kot je morda produkcija kakšnega avtorskega filma. Tako da verjamem, da bo publika nagradila ta input, ta Misliš za razliko od žirije, ali kako se misli? Ne, to je za šalo, to je bila šala, Jelka. Zato, ker ste že štartali, začeli distribucijo, ker ste že v kinu in vem, da je bilo veliko povpraševanje že po premierah, tako da se mi zdi, da je že čutiti ta utrip, da bo film... Utrip ljubezni je spet čutiti. Ne, da je ta utrip še boljši utrip ljubezni. Super. Tako da z vsakim filmom napredujete. Zdaj, imam pa eno tako malce bolj strokovno vprašanje, glede na to, da ste tukaj oba in glede na to, da so še sveži vtisi od otvoritve, kjer smo vsi skupaj zelo poudarjali pač specifičnost filmskega ustvarjanja, jasno to finančno plat. In pri tovrstnih produkcijah, kot je tvoja, ki so bolj zahtevne, ker so produkcijski standardi višji, je jasno, da nekako se samo po sebi razume, da je tudi proračun višji. Ne vem, prisežem, malo mi je narodno, ampak res ne vem, kakšen je bil proračun tega filma? 800 tisoč. 800 tisoč je proračun tega filma. Se pravi, nič več, bomo rekli. Se pravi normalen proračun. Ne, Jelka ne bi se strinjala, da je bil normalen. Za Slovenijo. Prele je Boris omenil produkcijsko isto kvaliteten film Teja, ki je imel enkrat večji budžet. Zato, da so bile stvari narejene, da je imela ekipa čas, 10 snemalnih dni več in tako naprej. Če dovoliš, se bom samo, vem, da obe dve razmišljava enako, pa mogoče jaz nisem imela še možnosti razložiti. 800 tisoč evrov je nekje povprečen, bolje rečeno, bolj točno rečeno, proračun slovenskega celovečernega filma. To ravno, kar sem pa jaz hotela poudariti, pa je, da to vrstna produkcija je pa seveda dražja. In normalno dražja. Ker si omenil, potrebno je večje število kamer. Produkcijsko zahtevno pomeni tudi, da so prizori
jih je več, da so lokacije različne, da so množični prizori. Skratka, vse te elemente ima za višje proračunski film. Ravno to sem hotela reči, kako je pa režiser pravzaprav v tej vlogi reševal, kako je dejansko realiziral film glede na te omejitve, ali so te omejitve bile zelo naporne. To je bilo pravzaprav moje vprašanje. Prav, bom tukaj, bom probal odgovoriti. Zdaj, Petra pravi 800 000, ne. Jaz ponavadi, jaz ponavadi o teh cifrah govorim tisto, kar je v denarju in potem seveda te koproducentski deleži, ki so v uslugah. Moramo se zavedati, da smo film Utrip ljubezni posneli za 325 000 evrov denarja, čistega, ne, tistega, s katerimi potem operiraš in vse, ne. In so nam v Sarajevu mulci na premieri rekli, pardon, my French, so rekli, jebote, ovo izgleda američki, ne. Zato, ker je pač tudi. Tukaj ni bilo blazno veliko več, mislim, da je bil 400 000 je bil input TV Slovenije in potem še, mislim, da dodatnih 100 000 z filmskega centra, tako da ta film je posnet za $500 000 denarja. Jaz zdaj, mislim, vsak film je izziv za sebe, ne. Mislim, jaz ne morem odgovoriti drugače na tvoje vprašanje, kot da se malo hvalim, ne. Jaz pač obrt poznam, jaz od tega živim že 20 let, ne. V trenutku, ko bom nekje naredil nekaj slabega, ne, mene zato me producenti kličejo. Zato, ker znam v relativno kratkem času, v danih formatih, znam delati z igralci, znam postaviti ta nek sistem, mislim, znam nekako delati z ljudmi, ne, in potem, če ti, bi rekel, če pride, veš, prej smo se pogovarjali, Kokoškov, ne, veš, 10 let nazaj smo imeli Jureta Zdovca, ne, za trenerja, ki je tam 5 minut pred koncem ob robu igrišča je bil. In pol, valjda, da so oni igralci falili vse mete v zadnjih, valjda, da smo zgubljali tekme, ki so bile že dobljene, ne. Mislim, če gledaš zdaj, če gledaš tekme, če gledaš tega Kokoškova, to njegovo mirnost, to njegovo suverenost, ne. Veš, to je pač en moment. Jaz moram isto, ne, pa imam lahko slab moment zjutraj, pa sem lahko bolan, ampak jaz, če ne pridem na snemanje in spet se z vsakim rokujem in po potrebi vsakega pobožam, mi ne bomo tega filma naredili, ne. To je pač nekaj. Tako da, bom rekel takole, hvala Jelka, ki si opazila, da smo v podhranjenem filmskem budžetu naredili presežke tam, ki jih ponovadi ni. Zato se ti res zahvaljujem, da si mi dala to priliko, da to v bistvu lahko povem. Tako da, hvala lepa. To je bil moj namen, da se zavedamo, ker seveda mi, ki se s filmom profesionalno ukvarjamo, te zadeve drugače vidimo kot ljudje, ki vidijo samo platno in nimajo teh informacij o pogojih, v katerih se filmi snemajo. Zato ti še enkrat tukaj čestitam, da ste prišli do tega rezultata. Ja, absolutno, še enkrat več, mislim, ker pač lahko se prilagodiš vsoti, ki jo imaš, ali pa jokaš, da ne moreš s tem denarjem narediti, ne. In mislim, da Boris res pokaže, da se zna prilagoditi in narediti dober film, no, tudi s tisto skromnim sredstvi, ki jih ima na razpolago. Nič, čestitam, še kakšno vprašanje mogoče? Očitno ne, tako da Boris, hvala. Veliko naprej sreče. Ajde. Hvala vsem. Manjšo pavzo bomo naredili, potem pa naprej s celovečernim filmom Ksana. Nič, glede na to, da očitno, oziroma če že kdo zunaj čaka na začetek našega pogovora, bi prosil, da ne pride kar notri. Sicer bomo počasi začeli in sicer bomo predstavili ekipo še enega filma s tekmovalnega sporeda, celovečernega filma Ksana, ki je nastal, kako smo pravkar zvedeli, v razmerah oziroma pogojih zelo nizke produkcije.
Vseeno pa je iz tega prišel film, ki mislim, da je res vreden pozornosti, ki ga velja pogledati in jaz srčno upam, da bo prišel tudi tole omejeno sicer distribucijo v Kino Bežigrad, kjer si ga bomo lahko pač v nekem širšem številu ogledali. Z mano so seveda režiser filma, Dejan Babosek, na moji desni sta igralca glavnih vlog in sicer Jan Bučar, ki je igral v vlogi, mislim, da je bil Roman, ne? Ja, Romana, delavca, pa igralec, seveda Primož Vrhovec. Na moji skrajni levi je pa direktor fotografije Simon Gosnik, se pravičujem. Tako da vse skupaj lepo pozdravljam, pa videl sem, mislim, pravkar si omenil, ko smo se pač v tem nekem neformalnem pogovoru pač imela, da je projekt nastajal 6 let. Pa me zanima nekako, je sam scenarij dejansko nastajal ali so bili pač pogoji produkcije tako nemogoči, da si toliko časa razvijal zadevo? Šlo je tako, nekako pomladi 2012 smo začeli razvijati ta film, najprej z idejo, pač gremo to poletje nekaj narediti in smo pač kaj lahko naredimo, ne, gremo narediti en road movie, ne. Mogoče najlažji pač tip filma, ko spustiš on the road in lahko nekaj ustvariš. Za začetku je bila ideja narediti en kratek film, ki pa se je nekako čisto organsko evolvirala tekom predprodukcije in samega snemanja. Tako da ta prva faza je bila nekako 2012 do 2013 že narejena samega filma, ampak se je potem zaradi drugih okoliščin, drugih projektov nekako v postprodukciji film vstavil za pač toliko časa do zdaj. Največ presenetilo me je, ko sem videl, da se je leta 2013 izhod naredil takrat. Tako se pravi, da so očitno vzporedno nekako potekale produkcije. Pa se toliko prej začel izhod, da je tudi rabo nekaj časa, da je prišel. Ja, zdaj v celi moji filmografiji je tako bilo, da smo pa izhod smo snemali 2006 in je dejansko 2013 šele ven prišel. Podobno se je zdaj zgodilo tudi za Ksano, da vsak film je nekaj 6 let svojega preparkiranja, ampak zdaj smo kar ubrzali ta tempo z zadnjima filmoma Strah pa V imenu resnice, ki sta pa nastajala v nekaj mesecih, pa sta bila od predprodukcije. Strah je, če se motim, že na festivalu tudi, ne? Ja, tudi. Medtem ko pa ta drugi, pa si omenil V imenu resnice? V imenu resnice je pa film, ki je bil prejšnji teden zaključen in imel premiero v Kino Komuni. Ampak ga bomo zdaj lansirali kar direktno na internet. Nisi človek, ki ima neko formalno filmsko izobrazbo, študiral si zgodovino, če se ne motim, pa teologijo. Kaj te je pravzaprav pripeljalo do tega, da se na ta način, se pravi res neko predanostjo, ljubeznijo lotiš filmov, ne glede na to, koliko časa traje, ne glede na to, koliko denarja imaš za to na voljo? Ja, tako, filme sem zelo rad gledal že od malega, kar se spomnim zase. In potem nekako skozi srednjo šolo sem ogromno filmov hodil gledati v kino, takrat ni obstajal internet, tudi VHS je bil šele v zametkih, bolj ali manj, si imel možnost gledati televizijo ali kino. In vem, takrat, ko sem v srednji šoli napolno vsak teden hodil v kino, gledal raznolike filme in takrat se nekako začela ustvarjati ta želja po ustvarjanju filmov, ampak pač nekega trenutka je trajalo, da se pač zares odločiš in rečeš, ja, to pa je res to, ne, pač. Prej je bil pač ta, bi rekel temu, preizkušnja faksa, ki ga bolj pač nisem naredil, ampak sem raje pustil, ker me to ni zanimalo. Jasno. Kako je pa sam tale ideja za sam ta film, v katerem ima pač neko srednjo vlogo, pač seveda glavna igralca, dva brata, ki se pač po dolgih letih srečata in pričneta obujati, ampak to je spomin, to je tisti pač, ki nekako jim da vedeti ta njuna podoba otroštva, ki jo imata, da ni ta prava, da enostavno pač se od zadaj nekaj skriva, nekaj tli in seveda izbruhne tudi na dan počasi. Mislim, kako si prišel do te ideje? Je bilo to nekako počasi nastajalo, je bilo že neka forma, da dva lika imel pri sebi? V bistvu se je začelo tako, da smo se enkrat z Janom Bučarjem dobila skupaj na eni kavi, ker smo se pogovarjali za sodelovanje za en videospot. In potem smo prišli v pogovoru do tega, da oba poznava Primoža, ona dva sta prijatelja, mi dva sva prijatelja, ki sva tudi že sodelovala. In potem smo nekaj prišli na idejo, kaj če bi mogoče kaj skupaj ustvarjali. In potem se dejansko mi v enem dnevu nekako ta okvirna ideja tega filma zgodila v dveh bratih. Veš, kaj se mi zdelo nenavadno, v nekem določenem momentu sem pomislil na Deliverance, pač imaš ta dva brata, tako rekli, in tako napeto se stopnjuje, pa mi se tako vprašal, če so bile takšne namerne reference, ki si imel, ali je... Tudi mi smo to. Terence Malick meets Deliverance, osnovni panči. Verjetno so pač mogoče v kakšnem vizualnem smislu pa nekih feelingih, eni vtisi, ki ti pač avtomatično ostanejo z gledanja različnih filmov in filmov, ki jih imaš rad. V filmu se nekako poigravaš črno-belo pa barvno fotografijo. Seveda, pač ena je pač dodana temu aktualnemu trenutku, druga pač spominu.
A ste kdaj pomislili, da bi karkoli drugače to nekako poskušali, pač neke štose morda povleči iz tega? Kako ste se pravzaprav lotili tega? No? Mislim, da je bila pač črno-bela vedno za neko preteklost rezervirana. Ja, razen v čist zadnjih spominih, ki se zgodijo na koncu filma, ko nekako brata najdeta ta forgiveness in balans v njunem odnosu, takrat se znova vrnemo v spomine, vendar ti spomini so pa takrat barvni. In funkcionirajo pač kot tist, da pač zdaj pa poudarimo, zdaj pa se vse zbalansirali, preteklost in sedanjost in vsi smo v tem trenutku v barvi. Ampak kako v bistvu dosežeš, veš, film ima različne prizore, različne pokrajine, različne prostore, da nekako izbalansiraš vse te, veš, neke momente dnevne svetlobe, ki je bolj močna, črno-bele fotografije, barvne fotografije, sta veliko delala na tej končni podobi v postprodukciji tudi morda? Ja, mislim, da je bila to nekako faza in priprave dela na samem setu in postprodukcije. Mogoče bi o tem, kaj Simon lahko rekel. Ja, ena zanimiva anekdota je, da je ta film bil dejansko dvakrat poštrihan. Mi, da so že naredila prvo verzijo, ki je bila zmontirana, so jo pokolorirala in pol se je pač pojavila opcija čez nekaj časa, da lahko to naredimo boljš in so pač zavrgla vse in so šla še enkrat od začetka delati. Tako da je dejansko glih zaradi tega, ker nam mogoče prva verzija ni toliko te narave vam potegnila, te lepote vsega, no. Malo je mogoče iz tehnološkega vidika je tudi slabša slika bila, no, zaradi tega, ker nismo uporabljali takrat na začetku še čisto profesionalnih orodij za to. To bi me presenetilo, ker namreč, mislim, če res nastajajo film v takih pogojih, kot govorite, o nemogočih, mislim, da dejansko deluje zelo profesionalno vse skupaj, in končna podoba se mi zdi, da je visoko, oziroma pač nad tistim nivojem, ker nekako pričakuješ od tovrstne produkcije, Ja, jaz mislim, da tle, kar se tehnično tiče, najbolj je pač, če bi to snemali, ne vem, 3 leta preden smo snemali, ne vem, 2008, 2007, je za razmere, ki smo jih imeli mi, nemogoče narediti toliko dober tehničen izdelek. Takrat so se pa pojavili DSLR-ji, DaVinci Resolve je postal zastonj verzija, to je program za barvno korekcijo, profesionalen. Ker enkrat je vse dostopno ratalo in pač, že prej smo znanje nabirali, ker smo ga lahko končno uporabljali, ker smo prišli do orodja, ki je nekaj dal. Ni bilo treba več najemati, ne vem, dragih kamer in imeti postprodukcijo v dragem studiu, zato da si prišel do tega rezultata, no. Ja, jaz bi pa predvsem na tem mestu še pohvalil vso ekipo, ki je sodelovala na filmu in pač je, poleg tega, kar je rekel Simon, tehničnega aspekta, ki pač je postal v tistem času tako dostopen, da lahko, ne vem, nekdo z recimo budžetom 1000 evrov nabavi fotoaparat, par lensov in računalnik in stvar že lahko zelo profesionalno zgleda, da je za filmom stala pač profesionalna ekipa ljudi, ki se s tem ukvarjajo že kar nekaj časa, imajo pač, ne vem, zelo dobre reference za sabo in nekako smo vsi skočili skupaj v to vodo in začeli plavati, da oblikujemo res en dober izdelek. Dva bratva, lik teh dveh bratov, se mi zdi zelo zanimivo, zakaj si nekako izbral ta poklica, delavec pa igralec. Mislim, je to tista opozicija, ki jo imaš med umetnikom pa prizemljenim človekom, nekaj, kar doživljaš mogoče tudi ti vsak dan, oziroma te primerjave. Ja, veš, kaj, tole se je zgodilo zelo, tako bi rekel, podzavestno, brez nekega bolj konkretnega razmišljanja, kaj komu dati, nastavlja se neki ta impuls zgodil in potem sem šel v to smer. Verjetno pa včasih, ko se te stvari dogajajo na te podzavestni ravni, bazirajo mogoče na nekih takih občutkih, kakor si sam omenil. Kako se vidva pravzaprav pripravljate na ta projekt? Mislim, tle gre vendarle za neko stopnjevanje nekih čustev, ki pridejo do neke stopnje, mislim, oziroma nekega trenutka, ko so zelo intenzivne. Predvidevam, da morajo biti te priprave tako tempirane, da res, kot se tisti trenutek na snemanju, da vse te emocije, vsa ta silovitost pride nekako na dan. Mislim, res igralec lahko že od začetka pripravljen na to, da butne to ven iz sebe, ali se vendarle mora ta odnos tudi graditi na samem prizorišču? Jaz lahko rečem, da glede na to, da film nismo kronološko snemali. Večina filmov se ne snema kronološko, tako da na samem setu je bilo ponavadi je dosti nemogoče, da bi lahko se stopnjevala en odnos, tako da je bil velik poudarek na vajah, ki smo jih imeli predtem, ki smo skoraj en dober mesec se dobivali, pogovarjali o tekstu, celo preigravali scene čez improvizacije in to. Tako da so pol z Janom že točno imela za vsako sceno določeno, v kateri stopnji je najin odnos, kje se ruši, kje se gradi in kje se spet vzpostavlja. Tako da, ko pa pride sam do tega prizora, pa mislim, da
ta spomin, čustveni, vse, tudi igralsko sva si pomagala z enimi, kako se temu reče, privat, ne, stvarmi, tako da je prišlo ven, tako kot mora biti, no, takrat točno. Ja, predvsem se mi zdi, da so nam res vaje veliko pomagale, ne? Ker smo se z Babotom ogromno ukvarjali, predvsem na igralskem delu in tudi prizori so dosti enostavni in zelo zgoščeni pravzaprav, ne? Niti ni neke blazne gradacije znotraj prizorov, ampak mogli smo pa skozi igro nekako vse to narediti, ne? In to se mi zdi, da so nam vaje dale, da smo se zelo veliko ukvarjali predvsem na vajah s tem, pa pogovarjali, ne? Se tovrstnega projekta rotiš zgolj zaradi neke ljubezni do ustvarjanja, do filma, ali imaš tudi neka druga pričakovanja? Ne vem, praviš, da distribucija bo zelo omejena, vendarle mogoče kaj računaš, da bo nek večji odziv, da bo se nadaljevala mogoče, ali je res si naredil film samo zato, da si ga pač zadovoljil to neko notranjo potrebo, da narediš pač neko stvaritev? No? Začelo se je definitivno na ta način neke težnje po ustvarjanju, ne? In pač to nas je vse skupaj gnalo v procesu dela tega projekta. Potem pa, ko enkrat film zaključiš, ne, pa dejansko se pa lahko zmeraj, ko je stvar narejena in gre v svet, ne, lahko pa najde svoje ene poti, kako, kam, v nekem trenutku naprej, to pa je zdaj pač vse odvisno, kako se bo nekako stvari odvijale. Ne. Film daš ven, nimaš več kontrole nad njim, pač zaživi po svoje in zdaj pač ima tako ali drugačno življenje, je... Veš kaj, ja, to je res, ne, ampak po svojem je preseneča, da v bistvu toliko časa že vztrajaš v tej low budget produkciji, ne, in da si v bistvu začel s tem, nadaljuješ s tem in očitno boš še naprej na ta način delal, ne. Te nekako zadovoljuje ali imaš vendarle neko željo, veš, po nekem višanju standardov, drugačnih produkcijskih pogojih? O ja, definitivno, zdaj bi lahko rekel, da razmišljam o razvoju enih parih projektov, ne, ki so pač tudi različno finančno strukturiranje, ne, kar pomeni, da gre od nekih projektov, ki jih lahko mogoče narediš za par 10 tisoč evrov do par 100 tisoč evrov, tudi do par milijonov. Ne, in pač se mi zdi, da je pač treba imeti neke različne poglede in pač različni tipi filmov zahtevajo različen budžet pa različne ekipe, ne, tako da v različnih okvirih mislim delovati naprej. Pa si vedno nekako usmerjen v to lokalno prebivalstvo, da tu pošiljaš tudi film. Po moje predvidevam, da vse delaš se sam, no, glede na to, da pač gre za tovrstno produkcijo, da nimaš za sabo neke ekipe, ki bi skrbela za promocijo tvojega filma, ga pošiljala na festivale, pač ga pošiljaš ali dejansko si nekako usmerjen v ta prostor v bližnji? Recimo z prvima dvema filmoma, zdaj Izhodom in Oksano, se nič ni dogajalo v tej smeri naprej, razen Slovenije. Vem, v resnici je čist sveži film, je sicer zelo po eni plati lokaliziran, hkrati pa pač se ukvarja z nekako institucionalno družbeno korupcijo, kar je pač univerzalna tematika. Medtem ko z filmom Strah smo pa začeli pač tudi nekako plasirati na kakšne festivale v tujino, tako da pač nekje so odzivi, ne, par festivalov nas je sprejelo, ampak bomo še nadaljevali to zgodbo, ne. Strah je pač tudi tip filma, ki je pač, ne vem, sama vsebina zelo univerzalna in hkrati pač, ne vem, nekako politično zelo aktualna tudi. Da pač ima neko publiko. Kakšno vprašanje morda? Sicer mislim, da smo že nekako v tistem točki, ja, ko bomo mogli enostavno se zahvaliti. Nič, hvala ekipi še enkrat. Jaz upam, da bo film res na tej bežigrajski premieri doživel nek odziv, da se bo podaljšala ta distribucija in Dejan pač nadaljuje tako na ta način. Ne, pač. Mislim, da mora nekdo vztrajati v tej poziciji in nadaljevati snemanjem. Mislim, da se pokaže, da je tudi to možno. No, ja, tako kot sem rekel, ne, in na ta način in na upgraden način. Ne, tako. Hvala. Ok, hvala vsem. Hvala. Takole še enkrat pozdravljeni še na današnjem zadnjem pogovoru z ustvarjalci. Kot smo rekli, pravzaprav za zaključek še predstavitev oziroma pogovor z ustvarjalci včerajšnjega otvoritvenega filma Slovenija, Avstralija in jutri v svet. Tako da tule ob sebi že pozdravljam seveda režiserja in scenarista Marka Naberšnika, pa oba producenta Andreja Štritova in Aleša Pavlina in pa seveda glavni igralski duet Jureta Ivanušiča in Vinco Lorenci. Za sam začetek pravzaprav eno vprašanje, kar se tiče mogoče tiste najbolj pričakovane stvari. Kaj pravzaprav pomeni biti v sklopu otvoritve, imeti otvoritveni tisti prvi večerni film, ki sledi otvoritveni slovesnosti? Je to neka taka dodatna potrditev tega, da je film v bistvu naletel na tisti pravi odziv? Kako si videl to? Lepo pozdravljeni v mojem imenu.
Otvoritven film predstavlja čast na eni strani, na drugi strani pa predstavlja tudi neko dodatno vznemirjenje, ker je pozornost na njemu, pričakovanja so avtomatično malo višja in je neka notranja vznemirjenost, tako da se malo presedaš, malo več kot sicer na stolu svojem v dvorani, potem pa nekako preživiš in prebrodiš to in gre naprej. Na koncu pa je vseeno to nekak del tvojega delovnika, bi rekli, filmskega ustvarjanja, predstavitev filma javnosti. Vedno je to izziv, sploh v okviru festivalov, ker festivali imajo nek fokus. Drugače se gleda film na festivalu kot v rednem kinematografskem sporedu. Na festivalu je tudi bolj pozoren gledalec, kritično oko je večje, tukaj so novinarji, kritiki in seveda se gleda filmičkem drugače, tako da že sam festival je nek tak neko vznemirjenje, otvoritven film pa seveda tudi, želiš si, da je tehnika v redu, da je slika v redu, da je ton v redu. Včeraj je malo vreme nagajalo, pa smo se selili v notranjo dvorano, kar je na koncu se izkazalo za v redu, ker noter je bilo vse toplo in tudi ton je bil v redu in slika je bila v redu noter. Tako da jaz sem si film ogledal na notranji projekciji in v bistvu sem bil zadovoljen na koncu. Ja, pravzaprav je bilo včeraj res taka ena posebna situacija, ko je bil film predvajan in zunaj in noter, kar pomeni konec koncev, da je stvar bila nekako rešena. Mislim, da tudi strani producentov je to res in otvoritveni film med in konec koncev na tak način videti sprejem. Domnevam, da tudi košarka je bila v drugem planu lahko. Ja, košarka je bila v drugem planu, film pa v prvem, ker pač mi smo imeli dve projekciji, košarka pa samo eno, pravzaprav samo en platen. Tako da mislim, da veseli smo pa za košarkarje in seveda tudi za film, ki mislim, upam, pravzaprav verjamem to, da je bil zelo všeč gledalcem, saj odzivi so bili pozitivni, ljudje so bili veseli in zaradi zmage naše in zaradi dobrega filma, tako da mislim, da smo imeli res prekrasen večer. Ja, zelo dobro, pravzaprav povedano. Mi je pa še zanimivo, Marko, da se še najprej tega lotem, kar se samega konec koncev scenarija, teme, zgodbe tiče. Mislim, da pred 3 leti, ko smo imeli pogovor za Gozdove, še si mi povedal oziroma si zaupal, da dober režiser in scenarist ima vedno v predalu kakih 5-10 scenarijev. Koliko časa si imel na lagerju, lahko rečemo, oziroma na zalogi idejo za to vrsten izdelek? Mislim, ideje skozi krožijo, seveda ne. Te ideje, ki jih omenjate, so skozi v predalu, ja. Drugače pa z Alešem in Andrejem smo na nek način po Gozdovih se usedli in razmislili, kaj bi bil naš naslednji korak in je ideja v bistvu dosti spontano nastala. Če rečem, je ta film eden izmed tistih, ki se je dosti hitro razvil in sploh ni uspel romati v predal. Nekako so mu bile zvezde naklonjene. To je v bistvu nekako po našem skupnem premisleku bil nek film, ki smo si ga skupaj želeli narediti. Ko smo se pogovarjali, je v bistvu bila vprašanje, kaj bi bila neka naslednja tema. Z Gozdovi sem se precej odmaknil in od, rečemo, zgodovinskega obdobja, v katerem živimo in iz nekega okolja, ki bi ga iz prve roke poznal. Poznam ga preko starega očeta, ki je bil na soški fronti po pripovedovanju kot otrok. Tako da tokrat smo se odpravili, rečemo temu, domov. Tudi sam sem si želel narediti en film, ki je posnet v mojem mestu. Seveda to gledalci zdaj ne vidijo tega mojega mesta pa nekih mojih spominov, ampak meni ta film zelo veliko pomeni, tudi predvsem me notranje spremenil. Na nek način me je soočil tudi z minevanjem. Vse lokacije, ki jih vidite v filmu, so z menoj povezane. Boris, glavni lik, živi v hiši, kjer sem jaz gor rastel, kjer se je v bistvu otroštvo preživljal moj oče, na vrtu, kjer sem se igral kot otrok. Ta vrt je seveda nekoč izgledal popolnoma drugače, zdaj je precej urejen. Sam sem v srednjo tehnično šolo obiskoval in poznam te tovarne. Jaz sem delal prakso v TVT Boris Kidrič poletno. In mi je bilo to okolje pač blizu in želel sem si povedati eno zgodbo, ki meni zelo veliko pomeni, seveda pa sem si želel povedati na način, ki je univerzalen. Se pravi, vseh teh informacij, ki jih zdaj na tiskovki obravnavamo, lahko tudi ne veste, pa sploh niso pomembne, še vedno pa vidiš, da je to zgodba o enem sleherniku, o delavski družini, ki se na nek način težko prebija skozi mesec, ker je ta sreča relativno navidezna, ker danes do dobre dnevne sobe in enega avtomobila niti ni težko priti, ker ti ponudijo tovarne in trgovine veliko obrokov, da lahko to kupiš. Seveda to potem moraš vsaki mesec odplačevati in gre za preživljanje iz meseca v mesec. In pol naš glavni lik, Boris, si poskuša s pomočjo nekih bližnjic
to olajšati. Seveda pa ta navidezna sreča, ki jo potrošništvo ponuja in ta novodobni način življenja, ko imamo občutek, da je vse relativno polikano, predvsem na Zahodu tako živimo, je relativno krhka in o tem filmu govori. Res se zelo dobro vidi in oziroma pride do izraza ravno to. Je pa res, da pri tem sta veliko delo opravila predvsem Jure in Minca v nekako vlogi Borisa in Vesne. Na kakšen način sta sama da poskušala to široko plastnost, ki je zdaj Marko omenil, teh težav nekega slovenske moderne družine, ki poskuša. Zdelo se mi, da je ta želja po uspehu vsele prisotna. Dej, narata nam bo, mi bomo pa imeli, pri nas pa bo denar, oziroma pri nas pa se bo nekaj revolucionarnega zgodilo. Kako sta poskušala to, kar je to Markovo idejo, seveda odigrati oziroma podoživeti? Ja, moj lik Vesne se sicer ravno s to neko srečo, mogoče ona išče nekje druge, oziroma niti ne vem, če išče, mislim, da ona bolj sama od sebe se zgodi, srečica ta njena, ne, postkrna, potem se izkaže. In mislim, da je tu njun nekak razkorak tudi v dojemanju, kaj bi naj to bilo, oziroma sploh v trudu, kaj spremeniti med njima, da bi bilo boljše, oziroma sploh prepoznati, da ni več v redu, da njun odnos ni več v redu in se on neke te zunanje bolj mogoče forme poloti, medtem ko ona ostaja v tem svojem majhnem svetku, ki se pa potem z novo službo in novim spoznanstvom nekako razširi. Jaz bi se tu samo navezal na to, kar je prej Marko rekel, da film preko protagonistov odpira vprašanje, kaj sploh je sreča, oziroma kaj je človek pripravljen narediti za to, kar sam imenuje sreča, oziroma ali to sploh je sreča, to, kar misli, da bi mu naj prineslo srečo z vsemi temi zahodnimi sanjami in tako dalje. Enega slehernika, tokrat iz Maribora, delavca neke tovarne, Metal Futura, snemali smo pa v prostorih bivše Metalne, kjer je pa tudi moj stari oče nekoč delal. Tako da sam sem pri svojem liku pač želel najprej nekako zgraditi prav tega delavca, kot sem jih poznal iz svojega otroštva in pa tudi, kot jih še zdaj, ki srečujem tam nekje po Mariboru, tipičnega vzdrževalca v tovarni, ki je nekje v krizi srednjih let in hoče nekako spremeniti dosedanji ustaljen tok svojega življenja in iti na boljše, zdaj kaj je to boljše. To je ta premisa glavna. In kaj se potem izkaže, da... Ja, ravno tu razlika med tem, kako pravzaprav, kot si Minca dobro omenila, kaj je sreča, oziroma na kakšen način jo ti kot seveda Vesna si dojemala in na kakšen način je pravzaprav Boris vstopal v to zgodbo. Mi je pa zanimivo pravzaprav, Jure, še kar se tiče samega mnenja. Zdi se mi, da ta sreča je zelo odvisna, oziroma pri vašem liku se je nekako pojavila v tistem trenutku, ko pride ideja kozmike, ko pride ideja nekega blaznega uspeha, ki lahko, se mi zdi, da je to mogoče dosti moška domena. Moški bo zdaj poskrbel, jaz bom pa prinesel. Ja, verjetno res. Sicer je to v scenariju zelo lepo speljano, da sicer najprej dobi ona možnost za delo v kozmiki, na kar pa mož to prevzame kot neki vir dodatnega zaslužka in možnost enega hitrega obogatenja. Seveda je neko naivno gledanje začetkov, ki se potem sprevrže v skorajšnji razkroj in razpad družine, kar je bilo treba pač nekako to utojenost prikazati oziroma jo začutiti. Ja, mislim, tu bi samo povedal, ker smo na tiskovni konferenci in se mi zdi, da je fajn včasih malo osvetliti. Ta zgodba z kozmiko pa izgubo službe, ta je dosti avtobiografska. Moja mama je bila v tistem valu ob osamosvojitvi, ko je masa izgubljala službo in takrat je delala v tovarni stikalnih naprav in je izgubila službo. In ko sem posnel prizor, kako delovodja pokliče svoje delavce, je na enak način so poklicali takrat mojo mamo, takrat tudi v eno halo in so zbrali svoj oddelek skupaj in so rekli, gledajte, vi ste odpuščeni, dobesedno te besede, pejte v kadrovsko službo pod delovsko knjižico. Moja mama je bila toliko šokirana, da je pustila obleke kar v pisarni
in je šla domov in je spala, mislim, sama ni upala niti povedati vsega tega in potem počasi je pronicala ta ideja izgube službe, ki se je kasneje še kar precej zapletala znotraj nekih družinskih odnosov v smislu nekih zdravstvenih težav. In potem tale zgodba z prodajo artiklov, to sem tudi sam doživel, ker je tudi mama potem iskala za teto neke dodatne vire zaslužka in sem sam bil na prezentacijah sesalcev in fitness naprav in milkshakeov družbe Amway, ki nič ni slabega v tem. Mislim, naš film ne želi obsojati tega sistema, ker v resnici, če pogledate na splet, Amway ima milijardne zaslužke, to sploh zdaj za spletom je uživel na nek način. Preko je bilo to samo od vrat do vrat, je to izgledalo malo tak nasilno, ampak zdaj s spletom je pa to spet oživelo, se konec koncev Amazon na podoben način trguje. In to so dejansko firme z resnično velikimi dohodki in same po sebi niso slabe. Je pa problem opredelitev posameznika do tega. Ta občutek, da je nas preko nekih instant poti možno hitro uspeti, ampak ta občutek dajo po moje splet, resničnostni šovi, razni kickstarteri, ki so v bistvu dobre stvari, ampak dajo pa masi iluzijo, le če njemu uspelo pa čez noč, pa sploh nič ni vedel 3 dni prej, zdaj pa kar zbral, ne vem, milijon tam, pa mogoče meni tudi, ampak dejansko gre za vrh ledene gore in večina pa kar nekaj plava in o tem govori film. Ja, res je in tudi zanimivo se pač potem vse skupaj preplete s to idejo o sreči. Dejansko potem na zadnjem kadru res vidiš, kaj je tista prava sreča oziroma kaj je tisto, kar osrečuje njiju. Mi je pa še zanimiva stvar z stališča produkcije, toliko da še producenta seveda malo vpletemo, film je izjemno bogat. Nas nekako zveni oziroma človek bi dobil na prvi občutek, da gre za močno mariborsko obarvan film, ampak konec koncev lokacije je bilo ogromno, snemalo se je marsikje. To se pravi, že po zelo takem grobem ogledu je jasno, da je to produkcijsko izjemno zahteven film. Kako ste ga vidva videli? Jaz bi se najprej zahvalil za kompliment, da je opaženo bilo, da film izgleda bogat. To je pač, bi rekel, producentoma seveda si štejeva nekako čas, da sva lahko enkrat poskušala film, bi rekel, malo za naše razmere bogatejše narediti. Kot ste v celem filmu videli, pač veliko lokacij. Jaz osebno, ali pa bi rekel, z Andrejem skupaj so zelo ponosni na to, da je Markotu uspelo dejansko all-star, štajersko zasedbo spraviti enkrat skupaj. Ne verjamem, da bo še kdaj to možno v slovenskem filmu na ta način. Tako da, drugače pa pač produkcijsko, seveda Slovenski filmski center je podprl ta film, RTV Slovenija je podprla finančno ta film, pa na srečo smo dobili tudi makedonska koproducenta. Tudi del avtorske ekipe je mednaroden, recimo avtor glasbe je recimo preteklosti sodeloval z Milčem Mančevskim in podobnimi, tako da nekaj tega štiha smo noter dobili in jaz verjamem, oziroma vsi mislim, da verjamemo, da je ta film narejen za občinstvo in da ga bojo pač ljudje gledali in tudi medije, bi rekel, pozivamo ali pa prosimo, da podprete oziroma da gledalcem potencialnim sporočite, da je to en film, ki je zelo komunikativen, obenem pa ima kaj zapovedati. Tako da to je to. Da ni pretenciozen. Za leto 2017 izjemno tak tako ga mi vidimo. Up to date oziroma današnji. Je pa zanimivo to, kar je Aleš izpostavil, pravzaprav zelo mariborski all-stars je res, kar se tiče castinga. Na kakšen način ste poskušali zbrati res vso smetano? Od tistih konec koncev že igralcev, ki so recimo Maribor vsaj malo že zapustili, do vseh igralcev, ki igrajo recimo v mariborski drami, da je nekako res ta krog sklenjen. Pravzaprav jaz sem se spomnil na kupico igralcev iz Maribora, na katere pač sem mogoče skozi leta na kakšnega že pozabil in se mi zdi tako, evo, kako super, da so vsi zbrani na enem mestu. Mislim, ta film je film mojih prijateljev. To je v bistvu smo dejansko Jure, Minca, Aljoša, to smo generacija. Skupaj smo nekoč bili tudi določeni člani v dramskem studiu v srednji šoli, kjer sem imel svojo kratko igralsko izkušnjo 12 gledaliških ponovitev. Ne vem, mislim, meni so obrazi domači že odkar pomnim. Tako da, ko sem pisal scenarij, sem se spomnil ljudi, ki so mi blizu, ki so mi zelo pri srcu, ki jih spoštujem in sem že pisal z mislijo na njih in vesel sem, da smo se potem dejansko lahko v tej zasedbi ujeli, zbrali, ker tukaj so lahko še kakšni dejavniki različnih urnikov, snemanje je opredeljeno na nek časovni termin, lahko da kdo ne bi utegnil
na nek način smo lepo utegnili. Producenta Aleš in Andrej sta zelo stala ob strani filmu, smo uskladili vse te časovne urnike, ker film snemati je kar izziv. Sploh, če ga ne delaš res samo avgusta, ko smo vsi prosti, kao prosti, imam dopust, ampak gremo snemati film. In smo se našli, Meni so pa obrazi, v katerih govorite, z njimi živim. Mariborsko gledališče dejansko abonent bil še v času srednje šole in hodil na vsa Borštnikova srečanja. Tako da nekako smo dejansko to generacija, ki smo se poznali še preden smo v bistvu šli na akademijo študirati. Koliko časa je trajalo samo snemanje, načeloma to je pač to? Mislim, film ima evolucijo. Film ima evolucijo od tega, ko smo se Andrej, Aleš in jaz usedli v Dvornem baru v Ljubljani, se še spominjam tega večera, pa smo rekli, kaj je naš nov projekt. Zame se takrat začne film, takrat se začne pisanje in to je trajalo nekje na koncu 3 leta. Snemali so pa 2 meseca. Snemanje je pa v bistvu bilo 2 meseca, dobra, ja. Pa cela postprodukcija, od momenta, ko pa rečemo filmski center da neko zeleno luč, je pa ponavadi 2 leti. Kako pa je bilo, kar se tiče samih vaj, pa kako je delati z Markom? Se zdaj lahko Marko da takole roke, pa boste vi kar iskreno povedala? Zelo so bile zabavne vaje, no. Ne, super je bilo tudi ta mariborski moment, ta humor, ki verjetno, če bi kak ne Mariborčan bil zraven, oziroma ko je bil kak zraven, morda ni čist razumel vseh teh nam duhovitih šal. Zelo sproščeno. Jaz mislim zelo sproščeno in zelo z neko pazljivostjo, to, kar je prej Marko tudi, pazljivostjo do likov, brez nekega obsojanja, brez nekega, ne vem, karkoli, da bi mi zdaj... Mi smo samo pač hoteli te likce poiskati, vsak svojega. Kompliment rekel Marku, kar se tega tiče. Recimo, bila je ena debata, dokaj važna na koncu, kako sporočiti konec. A se ona dva primeta za roke ali ne. Je bila tudi varianta ne. In to mi je bilo všeč pri režiserju, ok, napravimo 2 varianti. Smo posneli 2 varianti. In ne samo tu, mislim, mnogo drobnih detajlov v samem snemanju, pa poskusi potem to varianto, pa poskusi to, ni tisto a priori hočem to in hočem samo to, ne. Če začutiš lik, daj, probi po tvoje, pa probi še pol po moje, pa da vidimo pol, kje je kaj. In to je meni način dela, ki mi je zelo blizu in všeč, ne. Mislim, to ustvarjalen proces, ne. In tudi na samem snemanju vzdušje zelo sproščeno. Včasih tudi preveč, ne. Pohvale, je pa res, da stališče igralca je to najbrž da največ, kar se ti lahko zgodi, da imaš še vedno v tem snemanju oziroma v ustvarjalnem procesu tudi ti možnost dati svoj input. Točno to. Konec koncev, to likov ni, ker niso posneti, so samo na papirju, v domišljiji, potem šele zaživijo pred kamero. Je pa res zanimivo, kako sta v bistvu ta 2 vajina lika rasla, kako sta prišla do enega trenutka, ko sta bila čisto nerazpoznavna, od tistega zelo pedantnega vzdrževalca strojev do enemu trenutku takega povzpetneža, ki še sam sebe več ni prepoznal. In konec koncev se je podobno zgodilo tudi s tvojim likom, Mica. Kar je zahtevalo res en kup enih priprav, na kakšen način ta lik zapeljati, kako ta tekst povedati. Boris ima nekaj faustovskega, če ima lika, kolega Trnoška, nekaj mefistovskega, ima nekaj faustovskega, pač on Faust sprašuje, išče smisel življenja, ta se pa išče smisel, kje je sreča, in ima nekaj tega, in tudi na koncu je ena važna stvar, moj lik na grd način poskrbi, da njegov kolega, sodelavec iz službe, izgubi službo namesto njega. In sicer tu je bilo tudi tega, ni pa nobenega, ni kazni, on ne doživi kazni. Res pa je, da nekako na koncu, ko se zbudi nazaj v realnost, v novo realnost, Boris je nekako tole obžalovanje, oziroma ne obžalovanje, ni prava beseda, ampak en drug pogled vase, on je drugačen na koncu filma, kot je bil na začetku, je drugače dojema in svet okrog sebe in samega sebe, prav preko teh stvari, in mislim, da ta katarza se zgodi v samem liku, ne to, da bi on moral biti pač taj, ne vem, naredil nekaj slabega in se pa mora biti kaznovan. Celo mi je nekaj čim všeč to v scenariju, tudi v filmu. Ne zdaj pač ta punishment, ki mora se zgoditi, zgodi navznoter. Je čisto dosti lastno zavedanje, za to. Da ne bom sam jaz tak, bo postavilo vprašanje, pa glede na to, da se vas je tako lepo zavidljivo število zbralo, a je kakšno vprašanje z vaše strani? Ok, če nas je še mečken sram, bomo seveda še počakali, ampak ne vas ne bo, ker vse, kar rabite, je dvigniti roko, pa
zastaviti vprašanje. Tako da, se je kdo premislil? Ne, še? Bomo pa še enkrat sigurno to povprašali. Zanimivo mi je bilo še, kar se tiče same te ideje, te kozmike. Koliko je bil to en tak tujek v našem svetu, oziroma na kakšen način pravzaprav narediti ta zlovešči aparat, ki pravzaprav človeka čist zaslužni, spremeni njegov pogled in percepcijo o sreči, pa po drugi strani ne biti preveč obsojajoč. Kot ste dobro navezali, pravzaprav je to že nekako bilo tudi v vaši družini, oziroma ste dobro poznali, kaj točno prinašajo take akviziterske sanje. Mislim, ja nisem si želel obsojati podjetja, zato ker podjetje mnogim omogoča čisto spodobno življenje, tako da to je edina stvar, ki bi rekel, v filmu ni obsojanje podjetja, nikakor, vsaj z moje strani nikoli ni bila to želja. Je pa moja osebna opredelitev do karakterjev, ki pa nastopajo v tem sistemu. In ti karakterji, tudi ki jih osebno poznam, pač znotraj svojega kozmosa funkcionirajo čisto v redu, zunaj pa vedno izpadejo malo nasilno. Ampak to neko nasilnost pripadništva nekim enotam in skupnostim, to tako ali tako srečujemo pri vseh stvarih. To se tako na duhovnem področju lahko zgodi, to se lahko zgodi med vegani, to se lahko zgodi pri kapitalistih, to se zgodi na koncu koncev tudi zdaj, ko gledamo Brexit in Amerika prva. Mislim, pa ko so se zgodili begunci in so se spet stvari obrnile navznotraj, hočem reči, ta egocentrizem nekih organizacij, to pa je prisotno. Se pravi, pripadniki kozmike so pripadniki kozmike in pač mi smo to tak majhen detalj, če boste gledali film še enkrat, vsi imajo prstane, ker prstane je simbol, kakega ima kdo, od teh voditelj, to smo se malo pač pozabavali. Tako da oni se grejo pripadnost in tisti, ki niso, tisti pač niso še spregledali. To je na koncu religija. Funkcioniraš lahko, če pač vanjo verjameš, kar je nekako na eni strani življenjsko, ker pač vedno funkcioniramo tudi znotraj družine, obstaja, dokler vanjo verjameš, in v takih sistemih pa sploh mora biti pripadnost na prvem mestu in to je za njih ta team building, skupno doživljanje prostega časa, to, kar se tudi v filmu vidi, ta pripadnost. To imajo korporacije in to pač je neka zadeva, ki je novodobna, japijevska, kapitalistična, prisotna pri mnogih podjetjih. Ja, vse skupaj je bilo tako dobro zastavljeno, da je potem jasno, zakaj je lik Borisa počasi ta svoj zakonski prstan malo dal na stran, pa ta drugi prstan. In v bistvu našel tukaj ta moment sreče. Je zdaj kako vprašanje? Moram še vprašati, kar se samega filma za naprej tiče, pravzaprav seveda bo šel v redno distribucijo. Na kakšen način poskušate, kaj vse se bo dalo s filmom, oziroma kaj vse sledi po tisti včerajšnji otvoritveni tule projekciji na FSF-ju? Najbrž vprašanje tako za producenta kot za Marka. Bom prvi? Ja. Mislim, film je na nek način šele splavil, ampak s filmom smo že na določenih dogodkih sodelovali in film ima zdaj neko dobo, ko se reče, od momenta, ko doživi neko prvo tako predstavitev v festivali in neka širša kinematografska distribucija daje čas 2 leti, to je nekako neka taka stvar, ko dostkrat vidiš potem v raznih objavah, film mora biti končan takrat in takrat in film ima zdaj 2-letno življenjsko dobo, preden bo zaplaval na druge platforme. Tako da odpirajo se določeni festivali, določeni dogodki, tudi koprodukcijski element odpira določeno sodelovanje, se pravi, film bo predstavljen tudi v Makedoniji, neka pot se mu bo odprla, to bomo sedaj videli, film je dejansko čisto nov, komaj polakiran v lakirnici Magna. In čist je nov, resnično. Distribucija je predvidena šele za november, se pravi 30. novembra, praktično bo v decembra v kinu šele in tukaj je resnično predpremierno praktično predstavljeno, nas uradne premiere še čakajo, tako da v bistvu sem vesel teh prvih stikov, ker ko film enkrat splavi, je poseben odnos. Imate še vidva kaj? Jaz bi sem dodal nekaj zelo pomembno informacijo, da imamo eno zelo temperamentno premiero v Mariboru 10. november pred Martinovim in pa seveda tudi o prisotnosti navijačev in igralcev NK Maribor, Liga prvakov je danes. 11. je ljubljanska premiera, to v sklopu
Lifa, skratka v Maribor in Ljubljana, in pa 30. kot je rekel Marko. Gre na redni spored slovenskih kinematografov, gre v sredini novembra, potem je tudi v Makedoniji na Cinedays festivalu in gre potem kasneje tudi na redni spored makedonskih kinematografov. Za ostalo pa potem še kar nam bodo zvezde naklonile. Je pa res, da najbrž, da po teh prvih odzivih in po dejstvu, da je film izjemno primeren pravzaprav ravno za kinematografe, najbrž, da so zelo optimistični obeti za obisk. Vedno želimo, tudi svojim kolegom želim s filmom najboljšo pot, ker v filme je res veliko truda vloženega. Skonzumira se ga relativno hitro, sploh danes, ko imamo razne video on demand in oglede na zamik, se filme sploh hitro konzumira. Vsak film pa res veliko truda, malo prej smo govoriva o letih vedno. Tako da, ja, upamo na najboljše, želimo najboljše filme, narejen z najboljšimi nameni. Ima potencial za komunikativnost z gledalci, absolutno, se pravi, ima to neko klasično narativno formo tudi, ima pa tudi podtekst. Jaz sem tega podteksta vesel, ki smo se ga lotili in ta podtekst daje filmu pa dodano vrednost. Hvala. Še kakšno vprašanje mogoče zdaj? Ne, potem pa mislim, da se lahko tudi zahvalimo celotni ekipi. Hvala seveda producentema Andreju in Alešu, hvala glavnima igralcema Minci in Juretu in pa seveda hvala Marku za odličen film. Čestitke še enkrat. Če ste film videli, povejte naprej, da je odličen, če pa ne, pa ste izvedeli, da v novembru vas čaka v kinematografih. Hvala še enkrat.